Osnega vira edino si črpali moč za ljubezen in povsod delali za tvoj mir. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Še nekaj oznanil. V četrtek na Marin praznik Marinega rojstva Mali Šmarn bo sveta maša na Zaplani zvečer ob 18. uri. V sredo od 17. do 18. ure pa bo na Zaplani potekal vpis k verouku. K vpisu prinesite podpisana spričevala, za prvi vpis pa potrebujete družinsko knjižico oziroma krstni list, če bi otrok krščen v drugi župniji. Pri vpisu boste tudi zamenjali učbenike. Z rednim veroukom bomo začeli v ponedeljek 12. septembra. Sveta maša ob začetku novega veroučnega leta z blagoslovom veroučencev in njihovih šolskih torb pa bo prihodno nedeljo 11.9. ob 9. na Zaplani. In še mašni nameni v tem tednu na Zaplani, v četrtek ob 18. za pokojnega Antona Mivška obletna, v soboto ob 8.30 za pokojnega Pavla Bizjana in Vinka Malavašiča in v nedeljo ob 9. za pokojno Ivanko Mivšek. Na koncu te slovesnosti, te svete maše, najprej bi se rad zahvalil Bogu za lep dan, ki ga nam je naklonil, da smo se res lahko vsi dobili tukaj na tem svetem kraju, kraju mučeništva, župnika Geuhelija. In hvala tudi vam vsem, da ste prišli na to slovesnost, tako kot vsako leto. Še posebno lepa zahvala seveda gospodu nadškofu, ki je letos ob 80. obletnici smrti župnika Geuhelija prišel med nas in nas nagovoril. Hkrati pa hvala tudi vsem, ki ste sodelovali pri tej sveti maši, tako vsem pevcem, zborovodkinjo, pinkačem, ministrantom, mežnarjema, članom župnijskega sveta za sodelovanje, za vso ostalo organizacijo. Hvala pa tudi vsem, ki ste pomagali, da je se tukaj na tem mestu zgradila nova kapela. Upam, da jo bomo skozi leto še dokončali, da bo mogoče enkrat to zadnjo steno krasila tudi slika oziroma freska, da bo še res neko zunanje znamenje tega, kar tudi križ na tem robu predstavlja in da smo res še naprej radi zbirali na tem kraju. Hvala tudi vsem, ki ste pripravili okolico, ki ste poskrbeli za vse, da smo lahko res danes tukaj lepo obhajali to sveto mašo. Tako kot je gospod Nadškov že v pridigi povedal, smo ob tej priložnosti izdali tudi knjigo o življenju župnika Geuhelija, ki jo boste lahko tudi dobili spodaj. Res hvala tudi vsem, ki ste sodelovali pri nastanku te knjige. Tudi ta knjiga bo opomnik dogodkov, ki so se dogajali pred 80 leti in tudi spodbuda za naprej, kako po njegovem zgledu tudi mi živimo. Zahvaljujem se tudi občini Vrhnika, ki je obljubila finančno pomoč tako za gradnjo te kapelice, in bi tudi prosil sedaj še gospoda župana Daniela Cukjatija, če spregovori par besed. Spoštovani nadškof, župnik in pa seveda vsi zaplaninke, zaplaninci in obiskovalci, ki ste prišli letos ponovno na ta prostor, na prostor spomina in opomina. Letos obeležujemo 80-letnico od teh dogodkov, teh tegob, od te morije, ki se je dogajala na Zaplani in pa v vseh okoliških krajih. Čeprav je že 80 let in čeprav so po osamosvojitvi nastajali takšna obeležja, ki so nam v opomin in pa v spomin na pretekle dogodke, da se lahko človeška duša obrne proti sočloveku, da lahko brat mori brata, se nam dozdeva, da kljub vsem tem opozorilom, da se nismo kot družba nič spremenili.
Podobne morije so bile po drugi svetovni vojni po celi Evropi, sploh na vzhodnem delu, in kljub temu smo zdaj priča zopet moriji v ne tako daljni okolici. In samo na nas tukaj zbrane, na naše državljane, na naših državljanih, naših občanih, je to, da ne bomo prestopili tistega praga, ko so ga prestopili pred 80 leti. Ko je sosed sosedu želel slabo, ko je sosed soseda zlorabil do te mere, da imamo po vseh naših breznih obilo še neizkopanih kosti. In resnično želim, da so takšna obeležja služila, ne bodo služila samo spominu, ampak tudi v pominu vsem nam, da če ne bomo pazili najprej na svoje dejanja, na dejanja naših bližnjih, da se ne bo ponovila podobna morija. Ker zgodovina kaže, da čas se obrača, ampak človek se v notranjosti ni spremenil, vedno je tista borba med hudim in dobrim in samo na nas je, ali bomo, ko bi rekel, se trudili za dobro ali za slabo. Želim vam, ko bi rekel, eno takšno spominsko obeležje, tudi branje te knjige, ki ne bo pustila, da bo šel ta kraj v pozabo. Še enkrat hvala vsem organizatorjem, darovalcem Svete maše za en tak lep spominski dogodek. Hvala lepa.